Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Če imate tam okoli 50 let, vas bo obiskal tudi program Svit. Prišel bo v nabiralnik in prinaša življenje. In tudi ta oddaja se vedno znova ponavlja in imenuje Svit ohranja življenja. Z nami v studiu je gospa Jožica Mavčec-Zakotnik, doktorica medicine, specialistka družinske medicine in vodja programa Svit. Pozdravljeni, doktor Zakotnikova. Poglejte, tole mi je prišlo pred parimi dnevi v roke, pa sem rekla, da bom odnesla na tole snemanje in da bom prebrala tisto, kar je pravzaprav najbolj provokativno. Česar se mogoče še malo ogibamo, čeprav po drugi strani pa ravno program Svit tudi tabuje podira. Pa mi dovolite, da tole preberem. Takole piše. Se obračate po vetru ali raje stran od njega? Na drugi strani človek prdne povprečno 15-krat na dan. Kakšne tudi večkrat. Tudi to. In seveda lahko rečeva, da je to zdravo. Ne smemo zadrževati. Vsekakor mnogo je dejstev o črevesju, kar je pravzaprav nekako očem skrito, oziroma se ne zavedamo marsičesa, tudi marsičesa o črevesju ne vemo, ampak tudi taka dejstva obstajajo in seveda vsi jih poznamo. Svit res podira tabuje, tudi pogovarjati se o črevesju, o prebavi, o tem, kako pravzaprav odvajamo, kako gremo na stranišče, na blato, a imamo kakšne težave. To je bilo pravzaprav tabu, ta tema je bila tabu, predno se je Svit pojavil v Sloveniji pred letom 2009. Potem se pa počasi začeli odpirati, pravzaprav pred tem časom se ni noben pogovarjal pri mizi o teh stvarih. Dan danes prosto govorimo, se smejimo tudi takim izjavam in se pogovarjamo o črevesju, o prebavi, o svitu in o drugih rečeh tudi za mizo ali v krogu družine ali prijateljev ali pa celo na kakšnih poslovnih kosilih, večerjah. Pravzaprav začeli smo se zavedati tudi zdravja, tam zadaj. Začeli smo se zavedati ali pa se spraševati o zdravju tam zadaj, tam znotraj. In to so tudi neka ključna sporočila programa Svit, ne bojte se sveta tam znotraj. Pravzaprav tisto, kar je očem skrito, ne sme biti skrito tudi pravzaprav naši skrbi za zdravje, oziroma se nas mora dotikati in nekaj, kar je seveda s tem povezano in se pozitivno odraža, tako na našem zdravju lahko, kot tudi pri rezultatih našega presejalnega programa Svit, se pravi ta odzivnost program. V program Svit se je potrebno odzvati, je potrebno narediti vse korake in potem na koncu zvemo, a smo varni, a je recimo naše črevesje zdravo, kar se tiče predrakavih sprememb oziroma raka na debelem črevesu in danke, lahko počakamo na naslednje testiranje čez 2 leti ali pa recimo nam s pomočjo programa Svit lahko odkrijejo že te predrakave spremembe, ki jih odstranijo, se tako prepreči sploh nastanek raka, ali pa odkrivamo rake, seveda to je naš cilj pravzaprav v programu Svit, ampak odkrivamo jih v zgodnji fazi, ko je pozdravljanje pravzaprav v večini primerov popolno oziroma bistveno izboljša prognozo oziroma rezultate in omogoča reševanje življenj, omogoča ohranjanje zdravja. Doktor Zakotnikova, vi ste pravzaprav pobudnica, na nek način ste prinesli v slovenski prostor program Svit. Kako se je pravzaprav to začelo, kje se je začelo in zakaj se vam je zdelo tako zelo pomembno, da ste pravzaprav zastavili tako rekoč vso svojo voljo in energijo za to, da je ta program tudi dejansko stekel? Pravzaprav smo začeli razmišljati organizirano, sistematično in zelo intenzivno o tem programu nekje okrog leta 2006-2007, ko smo se pravzaprav ozrli po dejstvih problema bremena raka debelega črevesa in danke,
ki je pravzaprav, če odvzamemo rak kože, najpogostejši rak med moškimi, ženskami, drugi najpogostejši vzrok smrti. In dejstvo je bilo vsaj v tistem času, da je število novih rakov raslo iz leta v leto in to so bile številke, ki so bile pravzaprav neobvladljive. Tudi umrljivost zaradi tega raka je pravzaprav zelo visoka, še vedno, takrat še večja in še vedno visoka. Se pravi, nekje, predno smo program startali, je bilo več kot 1700 novih rakov vsako leto in več kot skoraj 800 smrti vsako leto zaradi tega raka. In tako smo, pravzaprav dejstvo pa je bilo, da nas je leta 2003 že Evropska skupnost pozvala države članice, da politika, stroka pravzaprav strnejo moči in organizirajo program na nacionalni ravni, populacijski, se pravi za populacijo, ki ji pritiče ta program, organiziran presejalni program. Tako smo se ozrli naokrog, najboljše primere v Evropi, prilagodili smo jih na slovenske razmere, veliko partnerstvo smo sklenili z vsemi strokami, ki sodelujejo v programu, s politiko, s financerjem, nekako so nam bile zvezde prav postavljene, mile in uspeli smo v Sloveniji organizirati v 2008 za kratek čas preizkusiti in 2009 začeti z res perfektno, odlično organiziranim, zelo visoko kakovostnim presejalnim programom, ki je primerno financiran, ki pa z ozirom na rezultate in na učinke programa pravzaprav ima izjemno pomembne zdravstvene učinke in tudi izjemno velike prihranke v zdravstveni blagajni. Tako da taka je bila kratka zgodba, v bistvu zakaj in kako smo se tega lotili. Pravzaprav zelo kratek čas smo za to porabili, ampak ker smo se nekako dobro organizirali in ker smo imeli podporo tako stroke, ministrstva in financerja, smo uspeli program v najkrajšem možnem času implementirati na državni ravni in tako poteka program že pravzaprav 8 let oziroma smo končali z decembrom že 4 presejalne kroge v programu. Od leta 2015 vključujemo populacijo do starosti zaključenih 74 let, oziroma to pomeni, da program je namenjen ljudem, moškim in ženskam od 50. do zaključenega 74. leta starosti. Tako da vsi ti, ko dobijo, pravzaprav, ko so stari 50 let, dobijo res v kratkem času, potem tudi že vabilo v program Svit in tako vsaki 2 leti do zaključenega 74. leta starosti. Poglejte, najbrž je pomembno, da se človek res odziva vsake 2 leti. Zelo je pomembno, da se vsake 2 leti odzove, zato ker samo redno testiranje nam zagotavlja, da ujamemo trenutek, ko ali predrakava sprememba, ti polipi veliki, ali pa rak zakrvavi. In če se dovolj pogosto testiramo, pravzaprav lahko res ta trenutek ujamemo. Če se testiramo, ne vem, vsakih 10 let, to pravzaprav ni dovolj in nam ne zagotavlja neke varnosti na tem področju. Vsake 2 leti, testiranje vsake 2 leti nam zagotavlja, da bomo pravzaprav skoraj vedno odkrili to, kar iščemo, predrakave spremembe oziroma raka. Zagotovo ste si zadali visoko leteče cilje. Kako jih pravzaprav dosegate? Ali dosegate tisto, kar ste si želeli, ali pravzaprav še vedno se Slovenci premalo zavedamo, kako pomembno se je odzvati pravočasno? Namreč zaradi sebe in zaradi svojih, naših dragih, ne samo zato, da bi na nek način se odzvali v nekaj, kar nam je po drugi strani čudovito podarjeno. Mi smo si zastavili pravzaprav realne cilje, ki so pa zelo spodbudni. V program naj bi se odzvalo recimo vsaj
70% povabljenih ljudi. Se pravi, 70% naj bi končalo vse korake v programu Svit. Zato, da lahko potem pričakujemo ne samo rezultate oziroma koristi za posameznika, ki se odzove, ampak tudi na ravni cele populacije, na ravni, se pravi, skupine ljudi, ki jih mi testiramo. Če mi, se pravi, dosežemo to ciljno odzivnost, potem lahko pričakujemo za naš program Svit, recimo v slovenske razmere, da na leto rešimo približno 200 življenj in lahko zmanjšamo tudi število novih rakov za približno 300 primerov. Tekom izvajanja programa dosegamo vedno večjo odzivnost. Začeli smo nekje blizu 50%, zdaj smo dosegli nekoliko preko 60% testiranost. Nismo prišli še do 70%, vendar opazujemo, pravzaprav oziroma z našimi analizami ugotavljamo izjemno dobre rezultate že v učinkih našega programa. Že v letu 2010, ko je bilo pravzaprav število novih rakov največje, takrat smo seveda od 2009 do 2010 naplavili kar nekaj novih rakov, ker smo jih odkrivali, tako da je bilo takrat število rakov najvišje novih, ampak ker med izvajanjem programa in med kolonoskopijami pri tistih, ki so pozitivni, odstranjujemo predrakave spremembe, se s tem zmanjša možnost nastanka novih rakov, ker večina rakov, več kot 90% rakov se razvije iz teh predrakavih sprememb, ki jih mi med kolonoskopijo odstranjujemo. In že od leta 2010 do 2013 smo ugotovili zmanjšanje števila novih rakov za 350 primerov, kar je izjemen in neverjeten in zelo hiter učinek. In to zmanjševanje števila novih rakov se povečuje iz leta v leto, tudi 2014, 2015. Predtem smo pa opazovali, kot sem že povedala, stalno naraščanje števila novih rakov, tako da se je ta krivulja upognila že v 2011 navzdol. To je izjemen rezultat. Glede na to, da vsi raki naraščajo Glede in na rak to, na da splošno narašča. Vsi raki na splošno naraščajo. To je za slovenski prostor izjemen rezultat in zelo pomemben dosežek. Potem smo ugotovili, da zaradi tega, ker odkrivamo predvsem zgodnje oblike rakov, predno smo program Svit začeli izvajati, oziroma izven programa Svit samo 12 do 13% rakov odkrijemo v zelo zgodnjem stadiju, stadij 1. Ko mi odkrivamo pač rake v Svitu, mi smo več kot 70% odkrili rakov v zgodnji fazi, se pravi stadij 1, stadij 2. To so zgodnji raki, ko rak še ne preide stene črevesja. Samih rakov stadija 1 je v primerjavi s tistimi 12-13% več kot 50% pri Svitu. Celo četrtina vseh rakov je odkritih takih, ki so v polipu, se pravi znotraj polipa, in ko se pravzaprav ta polip odstrani, je tudi pravzaprav ta oseba tako rekoč pozdravljena, ni potrebno sploh nekih operacij velikih. Četrtina raka zelo, zelo zgodaj, 50% stadij 1, skupaj stadij 1 in 2, kar je torej zgodnja faza, pa več kot 70%. Tako da to najbolj ljudem spodbudo, da odzvati se v program Svit, tudi če se tam v črevesju nekaj razvija in dogaja, najdemo tisto, kar ga reši. Če je to polip, ga odstranimo, raka sploh ne dobi, če je pa to rak, ga pa običajno odkrijemo v zgodnji fazi. Tako da se res plača v program Svit odzvati. Ampak pri rednem odzivanju. Pri rednem odzivanju, seveda, ker tako je večja možnost, da odkrijemo to, kar iščemo. In mi smo v teh 8 letih odkrili pri več kot 17.500 ljudeh, so bili te predrakave spremembe odkrite in odstranjene, in zato tudi manjše število novih rakov. In zaradi tega zgodnjega odkrivanja raka,
in mi smo odkrili raka pri več kot 2500 osebah, se pravi več kot 2500 rakov je bilo odkrito v teh 8 letih in predvsem v zgodnji fazi, tako da se to pozna že tudi na zmanjšanju števila smrti zaradi tega raka, predvsem v tej starostni skupini, ki se je testirala. Ne? Tako da to so izjemni rezultati, ki pravzaprav ne samo, da mi iz literature govorimo, da je program SVIT presejanje koristno, ampak iz lastnih rezultatov, iz lastnih analiz lahko rečemo, da je to izjemno pomemben, koristen program za vsakega posameznika, ki se naj odzove v program SVIT in naj izkoristi to možnost, kot tudi za družbo oziroma za populacijo ljudi v starosti od 50 do 74 leta starosti. Poglejte, zagotovo opažate, da so morda določena področja ali pa določene skupine, ki so manj odzivne. Ja, res je. V začetku smo imeli pravzaprav na eni strani neenakomerno odzivnost tudi po regijah. Se pravi, nekje vzhodna Slovenija, severovzhodna Slovenija je bila manj odzivna. Potem so bile neka legla po posameznih regijah, nekatere občine manj odzivne, ampak s ciljanim delovanjem, zelo načrtovanim delovanjem smo te razlike uspeli zmanjšati. Tako da se ponekod v glavnem, oziroma povsod v glavnem enakomerno odzivajo ljudje v program. V severovzhodni Sloveniji imamo še nekatere občine, kjer občasno pade odzivnost. Ampak, kar je pa zelo trd oreh, in izziv za celo družbo v Sloveniji, ne samo za nas, ki program SVIT izvajamo, kako spodbuditi moške v odzivnost. Moški se približno 10 odstotnih točk, 10% manj odzivajo kot ženske, vse skozi, ves čas izvajanja programa, kot nam raste odzivnost, ko nam raste pri moških in ženskah, ampak moški skozi zaostajajo za približno 10%. Čeprav je rak debelega črevesa in danke veliko bolj pereč, veliko bolj velik problem za moške v primerjavi z ženskami. Več moških oboleva, več moških umira za tem rakom, zato bi bilo še toliko bolj pomembno, da bi se moški še bolj ozaveščeno in še bolj intenzivno odzivali v program, celo kot ženske, ampak obratno se nam dogaja. Tako da moški so ena trdovratna skupina ljudi, ciljne populacije za nas tudi posebej, kjer iščemo nove načine, ves čas, že vse skozi, poleg tega, da iščemo recimo podpornike, ambasadorje, tiste, ki moškim bolj pašajo, se pravi, ne vem, recimo gasilska društva, lovska društva, ne vem, recimo različna združenja, društva, ki lažje dosežejo moške in jih nekako spodbujajo na tak primeren način in jim tudi potem moški bolje verjamejo, da je to nekaj, kar je koristno in kar se splača odzvati. No, ravno to sem hotela, pravzaprav pa ste že malo načeli. Kako je SVIT dejansko prerasel nek zdravstveni program? Po eni strani ambasadorji, druženje, pripovedovanje osebnih zgodb, celo knjiga je nastala. Kako vam je pravzaprav uspelo dejansko na nek način mobilizirati celotno družbo? Ja, res je. SVIT je postal pravzaprav družbena skrb in družbena angažiranost. Tako smo ga zastavili od vsega začetka in SVIT je pravzaprav dober primer z tega skupnostnega pristopa lokalne skupnosti k angažiranju, spodbujanju ljudi k udeležbi v programu. Pravzaprav se na ravni lokalne skupnosti vključujejo in odzivajo vsi segmenti družbe, od zdravstvenega sistema in različnih točk v zdravstvenem sistemu do župana in njegovih pravzaprav služb, do različnih, celo šole, v šole je prodrl SVIT med otroke, kjer otroke usposabljamo, izobražujemo, da potem na nek način delujejo na svoje babice, detke in jih spodbujajo k udeležbi. V delovne organizacije prodrl, v lokalno skupnost, različne dogodke, ki se dogajajo v lokalni skupnosti, ki so pomembni za tisto skupnost,
pravzaprav je svit vedno tam prisoten, nekako druži se skupaj z drugimi pomembnimi akterji in seveda ga tudi ti akterji priznavajo kot enakopravnega člana te skupnosti in se tudi prizadevajo, da bi bili v programu Svit uspešni. Tako da ja, dejansko je to postalo neko družbeno gibanje, neka podpora družbe, skupnosti, kar je zelo prav, ker je to družbeni problem in zdravstvena služba tega ne more sama rešiti in tudi ta vpliv skupnosti se pozna tudi v odzivnosti. In jaz seveda še bolj računam na to, da se bomo še bolj organizirali kot družba, da bomo mogoče prav moškim pod kožo zlezli. V bistvu tistim, ki so najbolj ogroženi. Ja, res je. Ampak jaz mislim, da največji vpliv na moške imajo kljub samo ženske. No, tako to. In res je, ženske mnogokrat pravzaprav svojega moža ali pa partnerja doma spodbudijo, ko ta 2-krat, 3-krat odloži tisto vabilo in se ne odzove. In so predvsem tudi uspešne. Zato je zelo pomembno, da tudi če pravzaprav nimamo, se pravi, da ne mislimo samo na svoje partnerje ali može, ampak na sosede, prijatelje, znance. Predvsem neporočeni, ovdoveli ali samski moški se odzivajo tudi veliko slabše kot tisti, ki so poročeni. Tako da bi bilo zelo fino, da ni neke ženske roke da bi bilo zadaj, zelo fino, če bi pravzaprav tudi sosede ali znanke ali prijateljice poskrbele za to, da bi vprašale svojega znanca ali prijatelja, kako pa s Svitom, a si se odzval. Pa mu povedali mogoče kakšno dobro zgodbo, da bi ga prepričali, ne? Doktor Zakotnikova, nekako ne morem mimo tega, bi rekla, dobrega občutka okrog te ekipe Svita. Toliko let že sodelujemo in pravzaprav ste bolj ali manj isti ljudje, enako zagnani, kot ste bili na začetku, tako tudi danes. Po drugi strani pa najbrž, ko imate zbrane vse te podatke in ko vemo, da je odzivnost, se pravi 60%, 40%, to je tako rekoč 2/3 ljudi, hodi po cesti in med njimi jih je toliko in toliko takih, ki ne vedo, da že imajo raka. Ja, res je. Ekipa ljudi, ki delamo v Svitu, centralno, po koloskopskih centrih, patohistoloških centrih, smo res zelo dobra ekipa, ki smo zelo zadovoljni s programom, zelo predani programu in seveda, ko gledamo rezultate, se pravzaprav smo na eni strani navdušeni, ko napredujemo, po drugi strani pa nas skrbi oziroma rečemo, zakaj je toliko ljudi zamudilo priložnost, pa morda danes imajo že napredovalega raka, ga bodo seveda odkrili, ampak morda res prepozno. Če smo odkrili 2500 rakov v tem času, se pravi, bi morda vsej 40% rakov lahko več, vsej 1800, 1900 rakov več bilo odkritih in to v zgodnji fazi. Tako da mnogi hodijo po cesti, ne vejo, kaj imajo v črevesju, ker to je res tempirana bomba, zahrbten rak, dolgo časa raste, ampak raste, ko ga odkrijemo zaradi simptomov, znakov, je običajno že napredoval, zelo napredoval. Zato je ta priložnost, ko nimamo nobenih težav, ko smo povabljeni v program, ko mislimo, da smo zdravi, se moramo odzvati, zato ker je to program namenjen zdravim, zgodnjemu odkrivanju tistega, kar iščemo pred rakavih spremembam in pa raku v zgodnji fazi. In program ni namenjen tistim, ki so že bolni, ki imajo v družini že podobne težave, tiste se pač vodi drugje. Seveda, tistim, ki imajo v družini raka, predvsem se pravi raka v mlajši starosti pred 60 letom, vsem sorodnikom prvega kolena se svetuje, da opravijo kolonoskopijo, nekje 10 let predno se rak pojavi v družini pri tem sorodniku oziroma nekje pri starosti 40 let in redno opravljajo potem koloskopske kontrole. Se pravi, za to skupino ljudi ni Svit, ni namenjen program Svit, ampak posebno spremljanje, ker kolonoskopija je bolj natančna metoda in ti bolj ogroženi posamezniki z družinskimi raki rabijo to vrstno spremljanje.
Torej lahko zagotovimo, da ljudi ne bo strah. Ne bo šel vsak, ki pride v program Svit, tudi na kolonoskopijo. Poglejte, kolonoskopije se opravi samo pri, recimo, če testiramo 100 ljudi, ki opravi test, jih gre samo približno 7 na kolonoskopijo od 100 tistih, ker je približno 7% ljudi, ki se testirajo pozitivnih. In od teh 7% ljudi, od teh 7, jih bo imelo samo, se pravi, če se 100 ljudi kolonoskopira, pri teh se odkrije približno pri 60% nekaj ali polip, ampak samo 7% teh bo imelo raka. Hvala lepa. Naj še naprej živi Svit, dela v dobro vseh nas. Prosim. In hvala lepa vam in vaši ekipi, dr. Zakotnikova, namreč res, tako kot se pogovarjava, veliko življenje že rešil program Svit. Hvala lepa tudi vam za podporo in za vse te oddaje. Spoštovane gospe, dragi gospodje, začela sem pravzaprav z neko tako vizitkico, zdajle pa bom tudi zaključila. Kaj v prostem času počne večina ljudi po vsem svetu? Odgovor? Presenečeni boste. V povprečju kar 92 dni svojega življenja preživimo na stranišču. Tam pa je tudi treba opraviti tisto, kar Svit od nas pričakuje pri prvih korakih. Ampak več o tem čez mesec dni. Bodite z nami v naslednji oddaji. Svit bo še naprej reševal življenja. Lahko noč.